Mateja Perpar, Pasje dogodivščine, Šnufa in Tace. 14. Lakota. Če hočeš biti lačen, se moraš najprej dobro razgibati. In če si ravnokar jedel, najprej brikete, ki so ti jih pripravili, nato pa še sunil z kuhinjskega pulta zavitek prešane šunke, ki jo je gospodarica kupila za pico s prijatelji, tako da bo pica zvečer vegetarijanska, ampak tega še nihče ne ve. No, če hočeš biti torej kmalu spet tako lačen, da ti bo šla hrana v slast, je najprimernejši dolg sprehod. Psom primerno dolg sprehod je za človeka preveč utrudljiv. Zato se gospodarja in gospodarice ne vznemirja, sploh ker sta med tem že začela primerjati račun in nakupe, da bi ugotovila, ali sta šunko nemara pozabila kupiti ali je ostala pri blagajni v trgovini. Vseh 8 tac, torej 4, ki so nosile Šnufa in 4, na katere je bil nataknjen Taca, se je izjemno potiho odpravilo do vrat na teraso, ki so bila le priprta, od tam malo manj potiho na vrt do luknje v ograji in od tam zelo glasno na potep po vasi. Zelo glasna nista bila Šnuf in Taca, niti njuni pasji prijatelji, ki se jih je kmalu nabralo za cel trop, ampak ljudje, ki so jim živahno mahali in klicali v pozdrav. Mogoče ne ravno v pozdrav, toda ne bodimo malenkostni. Trop je po približno enournem potepu štel vsaj 32 tac. Taco gor ali dol. Ob poti je bilo toliko dreves, da jih je bilo težko natančno prešteti, mislim, tace. Pripadale so zelo različnim pasmam človekovih najboljših prijateljev. Tempo potepa se je spreminjal od zložnega sprehajanja naravnost po cesti in elegantnega mahanja z repi do divjega dirjanja levo in desno po travnikih in njivah, kazanja čekanov in skakanja po lužah. Čeprav je bilo poletje, se vedno najde kakšna luža, samo potruditi se je treba. Seznam kratkočasnih dejavnosti tistega dne se je začel s preprostim druženjem z lahnim tekom. Sledila je ugrabitev pasemske psičke novih sosedov iz ograjenega pesjaka. To junaško dejanje je stalo starejšega volčjaka zob in pol, Šnuf pa je imel na koncu ugrabitve na zadnjici 3/4 odtis škornja. Nato je bilo na sporedu umivanje v luži in odišavljanje v ostankih davno preminule podgane, ki se je kmalu razvilo v divje razgrebanje krtin na travniku, navidezen pretep in dirko do zadnje hiše v vasi. Tu sta bila doma Šnuf in Taca. Upehani dirkači so se ustavili pred hišo in se odsopli. Tukaj torej živita, je rekel stari volčjak. Lepa hiška, je pripomnil skuštran kokar španjel z ušesi polnimi travnih bilk. Da, je s ponosom pritrdil Šnuf in povabil prijatelje. Zadaj je vrt z luknjo v ograji, gremo pogledat. 2 dni sem se mučil z njo. Preden pa so se uspeli podati na ogled, so se odprla vhodna vrata in iz hiše je stopil gospodar. Imel je zelo velike oči in v roki metlo. Šnuf, Taca. Poznavaju, je rekla pasemska psička, ki je bila nekoliko počasne pameti, vendar je imela zelo prikupen gobček. Seveda naju pozna, to je najin gospodar, je pojasnil Taca. On nama daje hrano. Takoj noter, je ukazal gospodar. Vendar zdaj nisva lačna, je rekel Šnuf. Predlagam, da bi še malo tekli. Predlog je bil soglasno sprejet in nemudoma uresničen. Gospodar je utrujeno zrl za oblakom psov, ki je izginil v daljavi, in zmajal z glavo. Ko se je spustil večer, je Šnufu, Taci in 4-nožnim tovarišem zakrulilo v želočkih. Dolg dan je bil, je menil Šnuf. Čas za počitek, se je strinjal Taca.
Pasji trop neukročenih divjakov se je razpustil na posamezne pohlevne hišne ljubljenčke, ki so utrujeni odkrevsali domov. Šnuf in Taca sta neslišno zdrsnila skozi luknjo v ograji na vrt in se pritihotapila do terase. Vrata v dnevno sobo so bila odprta. V sobi je bilo temno, vrata v kuhinjo na nasprotni strani so bila priprta in skozi režo je lila rumena svetloba. Po zraku se je širil prijeten vonj, pasja ušesa pa so zaznavala tudi živahen človeški pogovor. Čisto nič ne pogrešam šunke, je rekel ženski glas. Boljša je taka pica, po njej sploh nisem žejen, je dodal moški glas. Šnuf in Taca sta potisnila gobčka skozi režo med vrati in pogledala v kuhinjo. Zgoraj je bila rumeno-rjava glava s krotkimi rjavimi očmi, spodaj žimnato siva glava z očmi, iz katerih so običajno kukali vražički, ta trenutek pa je bil njihov pogled nenavadno roteč. No, potepuha, je pozdravil gospodar. Šnuf in Taca sta razširila režo in cela stopila v kuhinjo, da so lahko ljudje videli, kako prijazno znata mahati z repom. Tako velik pekač imam, je vzdihnila gospodarica. Bi še en kos? Gosta sta se gladila po trebuščkih in odkimavala. Kje sta bila, a? Ni odnehal gospodar, ki so se mu v kotičkih že nabirale gubice smeha ob pogledu na izčrpana, razkuštrana in blatna kosmatinčka. Šnuf je vključil vso svojo očarljivost, sedel in proseče dvignil desno tačko. Podobo popolne pasje vdanosti je dopolnil Taca, ki se je ulegel na trebuh, položil glavo na tla in si z eno tačko pokril oči. Prava razglednica. Saj sta pridna, se je zmehčal gospodar. Pridna kužija, sta rekla gosta. Je rekla gospodarica, ki je slutila, kam to vodi. Šnuf je dvignil zadnjico, se podrsal ob gospodaričin stol in povohljal proti mizi, na kateri je bil krožnik z jedačo. Mi daš malo pice? O, lej ga, je rekel moški gost. Lačen je revček. Z mize ne dajemo hrane, tako jo učiva, je rekla gospodarica. Se opravičujem, je rekel gost. Padlo mi je. Meni se zdi čudovito, da imata psa, je zasanjano rekla gostja. Midva sva v bloku in ne moreva imeti domačih živali, ampak če bi živela v hiši, bi gotovo imela 2 psa, vsaj 2, tako kot vidva, to mora biti super. Hodite na sprehode, se igrate, učite, kako se uboga na ukaz. Krasno. Nekaj časa je vladala tišina. No ja, je nato dejal gospodar in se vzdihnil. Tudi to. Glavno je, da smo zdravi.